Posavci in Posavke, ljudje, ki živimo v Posavju, v pokrajini v reki Savi. Toliko različnih življenjskih poti, dogodkov, usod, pa vendar ostajamo povezani v svetu besed, v svetu branja. Spoštovana gostja, gospa Vesna Kravcar, cenjeni obiskovalci, prisrčno vas pozdravljam na zaključni prireditvi branjega projekta Posavci beremo skupaj. Omenjeni projekt je odličen dokaz, da je v sodelovanju moč. Na Svetovni dan poezije 21. marca smo v sodelovanju z Valvazorjevo knjižnico Krško in knjižnico Sevnica vstopili v še 4. ciklus branjega projekta Posavskih knjižnic, ki ga zaključujemo z današnjo prireditvijo, na dan, ko praznujemo slovenske splošne knjižnice. Cilj je med bralce širiti kakovostno literaturo, prozo in poezijo. Slednjo lahko beremo, poslušamo, recitiramo, pojemo. Že v vabilu smo zapisali, da je osrednja gostja današnjega večera Vesna Kravcar, intuitivna umetnica, duhovna učiteljica, vizionarka, mojstrica reikija, pesnica, pisateljica in še bi lahko naštevali. Na letošnji brani seznam je bila uvrščena njena knjiga z naslovom Čarodejka z rubinastim prahom. Naj ob tem preberem nekaj vaših mnenj, zapisanih na knjižne kazalke. Prijetno branje, razumljivo izražanje, simpatična zbirka pesmi, zanimiv tisk in na koncu ponovno povzetki. Nekaj neobičajnega. Prelepe, globoke besede, ki te spremljajo še dolgo. Priporočam. Odlična. Knjiga, ki jo lahko samo prebiraš, lahko pa imaš oraklje kot napotke za razmišljanje. Predlagam, da nam avtorica sama razkrije čarodejkino zgodbo. Zakaj, kako, komu jo je namenila. Gospa Vesna Kravcar, izvolite. Ja, hvala za vabilo na ta poseben dogodek. Moram priznati, da imam tremo. Navajena sem komunikacijo z ljudmi, veliko komuniciram, predavam, da sem danes čutim en poseben, res poseben občutek znotraj mene, je vse, ne bom rekla napeto, ampak sem polno občutkov, ker verjetno zaznavam tudi vaše občutke. Čarodejka z rubinastim prahom je knjiga, ki je, mislim, da je prišla bolj kot ne sama na svet, ker sem si želela, da bi si vsaka ženska v kateremkoli prostoru, na kateremkoli koncu sveta lahko dovolila in drznila izraziti sebe. Zato sem si jaz dovolila izdati knjigo v samozaložbi, kjer sem upletla vsa čustva, vsa čustvena doživljanja ženske, se pravi od A do Ž. Mi vsi smo vse, to vemo. Včasih smo dobre volje, včasih smo zelo blizu božanskemu, včasih smo besne, včasih zarjovemo, včasih smo mile. In nekako smo v tem slovenskem prostoru to dosti časa bilo zanikano. Se pravi, da se ves čas prilagajaš, da ne pokažeš čustev. Rada sem drugačna, res sem rada drugačna, predvsem pri stvareh, ki jih delam srcem z dušo in marsikdaj imam občutek, da prestopam meje. Ampak če ne bi nihče prestopil, bi bili še vedno verjetno v kameni dobri. Knjigo boste spoznali samo na način, da jo boste doživeli. In naj vesolje izbere preko vas, ker je poleg knjige Mošnjiček za zlatniki, če je že čarodejka z rubinastim prahom, potem pa še kaj drugačnega in sem dala narediti zlatnike, kjer se izbira pesmi. Zakaj? Zato, ker mi, ko knjigo odpiramo, počasih vemo, da so na sredini malo bolj fine pesmi, pa da so na začetku malo bolj oštre, pa nas včasih ego lahko spelje v drugo smer. Ko imaš pa ti enake kamenčke, pa enake zlatnike in vrečeš števila ven, je pa tukaj duša tista, ki izbira. Zato, da doživite pesem, bom pač jaz izbrala, ali pa če nekdo želi iz publike, pridem s mošnjičkom do njega, izbere dve števili in potem to pesem podeli. Mislim, da bo to najbolj fair. Najprej eno. 4. Nazaj noter. Dobro. Ok, še eno. 45. Ok. Skozi to pesem Bog govori. Nekaj noči, ko mi je bilo strašansko dolg čas,
sem poslušal tvoje blebetanje v snu. Nisem se upal zasmejati na glas, medtem ko si brbljala o težavah, ki so ti sedle na krožnik sreče, da zdaj ne moreš dvigniti niti roke in pospraviti nereda v svoji duši ter najti diamantnega zrna, ki si ga nekoč skrila pred svojim lastnim poklepom. Prerokba čarodejke tebi. Zakaj tako negotovo držiš čopič v svoji čudoviti roki? Te je strah, da slika ne bi uspela. Za koga? Zame ali zate? Vsaka tvoja umetnina je zame najlepša takrat, ko s tresočimi prsti polzi po licu, lesketajočemu se od solz, ki hrepenijo po meni. 8. Nič. Pesem številka 80. Resnica je edino, kar vam lahko danes podarim v pesmi, ki prihaja iz neke druge dimenzije in vabi na ogled vseh dejanj. Naj se zadnje prizorišče drame spremeni v komedijo, ko skupaj odkrijemo, kako neumno se včasih obnašamo, misleč, da smo edini, ki vemo, kdo dejansko smo. Prerokba čarodejke. Odloži vse maske na prizorišču svoje preteklosti, vzemi le eno, najlepšo od njih, svoj nasmeh in vstopi v dan, ki se danes na novo piše z zlatimi črkami samo zate. Ena. Želela sem si jo prebrati. Pesem številka 13. Ne grem se več te tvoje igre. Vsakič znova zmagaš z eno in isto prevaro. Ko mislim, da zmagujem, v bistvu izgubljam in ti to veš. Ves čas se mi smejiš v obraz in opazuješ mojo reakcijo vsakič, ko prideva do konca. Res sem potrpežljiva, priznam. Res sem upogljiva, priznam. A pozabi, če misliš, da sem še vedno tako trmasta, da ti bom dovolila, da celo življenje zmaguješ na eni in isti črti. Prerokba čarodejke. Vsak od nas doživi trenutek, ko mora spustiti vrv, ki se drži starega. Neznano nas bega, vem. A spusti že enkrat preteklost, kajti jaz vidim, kaj te čaka na drugi strani otoka, na katerem bivaš v samoti le zato, ker si preponosna, da bi zaprosila za pomoč. Torej, igrava naprej ali končava dramo in začneva s tvojo pravo igro. Počutila bi se slabo, če ne bi saj omenila prve knjige, ki je šla leta 2011. In te knjige, ki jih danes vidite tukaj, so med zadnjimi, dejansko jih ni več in se na nek način poslavljam od njih. In želim si z vami podeliti eno pesem, ki je nastala 2. maja, ko sem slučajno na Facebooku, malo sem brskala in sem nekje videla Budnica in zaprla Facebook, odprla Word in napisala pesem v, mislim, da v parih minutah. Vedno, ko sem delala predstavitve, še petala, ki je bila Budnica na koncu, kot en pečat za vse nas, za človeštvo. In to pesem z veseljem podelim z vami. Budnica za danes. Nekoč smo bili vsi v galaktičnem vrtcu za mlade duše. Vzgojiteljice so nam dale posebno domačo nalogo. Izbrali smo si planet, na katerem se lahko naše duše o življenju največ naučijo. Nekateri so odpluli na Venero in še danes pojejo o lepoti in ljubezni. Lunini otroci češejo ogrinjala svetlobe bisterno-bele lune, ki jim v dolgih večerih vsa žareča pripoveduje pravljice o lepotah vesolja, prepletene s galaksijami mogočnih prehodov. In mi, tisti, ki so ostali, smo mi. Noben od planetov nas ni tako navdušil kot ta mali modri planet, ki se imenuje Zemlja. Rekli so nam, da tu ni učiteljev, vodnikov, vzgojiteljev,
so nam, da ne uspe vsem. Rekli so nam, da je tvegano izpostaviti svojo dušo neznanim učenjem. Rekli so nam, da je celo angele potrebno poklicati, da pridejo sem. Rekli so nam, da si bomo morali sami utirati pot skozi goščave iluzij in tavajočih spominov, brez popotnice in spremstva. A res je, da imamo od vseh biti v celotnem vesolju možnost izbire. Tako jasno, tako veličastno možnost izbire, da mi postane hudo pri srcu, ko opazujem ljudi, ki tega ne vidijo. Podajmo si roke, odprimo srce in prestopimo breg slepil, da končno tudi na naši lepi zemlji lahko zapojemo tako lepo, da se bodo na Veneri osupli spraševali, kdo nekje je tam dolje odprl oči in ušesa. Podajmo si roke in prosim, spreglejmo, kako dragocena je naša izkušnja na zemlji, kajti na končnem izpitu bomo morda prav mi tisti, ki so osvojili vsa znanja z izkušnjami. Čas je, dragi otroci vesolja. Čas je za nas, za zemljo, za čudovite duše, ki prihajajo reševati naš prekrasni planet. Čas je, da naša usoda postane uresničena sedanjost preteklosti naših sanj. Šepetanje vsem nam, čas je, da naša usoda postane uresničena sedanjost preteklosti naših sanj. V bralnem projektu Posavci beremo skupaj smo v Brežiški knjižnici letos zabeležili očiten porast. V projektu je sodelovalo kar 46 bralcev, od tega vas je 31 prebralo vsaj 5 knjig z predlaganega seznama. Našteli smo 295 izpolnjenih kazalk. Med najbolj branimi so tokrat bile knjige Novorojen Margaret Mazantini, Gospodinska pomočnica Jensa Petersna, Ko ni cvetela Ajda Rudija Mlinarja in Peti otrok Doris Lezing. Naj vas seznanim z novostjo, ki jo pripravljamo v novi sezoni leto 2015. Mnogi ste na kazalke zapisali svoje predloge za branje. Zato smo se odločili, da bomo pri oblikovanju novega bralnega seznama prednost dali prav vam, vašim predlogom in okusom. Namen je, da vas aktivno vključimo v projekt in damo priložnost, da spregovorite drug z drugim. Medijski sponzor projekta je tudi letos Zavod Nevio Dunum, v knjižnih nagradah pa se tokrat podpisuje založba Sanje. Knjižne nagrade Pamukov Istanbul bo zavzetim bralcem podelila direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Benkoč. Cenjena gostja, gospa Vesna Kravce, sodelujoči v bralnem projektu Posavci beremo skupaj. Dragi obiskovalci, hvala, ker ste z nami pisali in napisali še eno lepo zgodbo, posavsko zgodbo. Pridružite se nam tudi prihodnje leto. Skupaj bomo soustvarjali še naprej. Prva takšna priložnost za soustvarjanje je enoten portal slovenskih splošnih knjižnic, portal kakovostne literature, na katerega bi ga želela posebej opozoriti. To je portal dobreknjige.si. Javnosti, knjižničarjev in bralcev je bil v uporabo dan ravno danes, na dan slovenskih splošnih knjižnic.
Namenjen je vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj dobrega, res dobrega zase. Spoštuje naše zmožnosti in potrebe, svetuje, nas usmerja in pomaga na poti do dobre knjige. Naj velja, dobre knjige povezujejo. Naj vas povezujejo tudi ob druženju. Prijeten večer vam želim in hvala Vesni za tako res, da nam ga je tako lepo popestrila.